Pozdrav vsem skupaj, jaz sem Božidar, Hipnocentra Grilc. Danes bi par trenutkov posvetil rad vam glede naših večerov, se pravi te regresije, ki jih izvajamo, sem hotel reči večeru jasnovidnosti, ampak bomo raje ostali na večeru regresije. Tukaj mislimo seveda na regresijo v prejšnje življenja. Jaz sem to začel tam nekje, mislim, da je bilo začetek 2016. leta, tako da že kar nekaj časa vodimo tukaj, že par sto ljudi je šlo skozi, v bistvu skozi našo življenjsko prakso, že mnogo več, na tisoče. Ampak rekel sem, hočem to izkušnjo ponuditi čim več ljudem, ker sem opazil tako malce po Sloveniji, da nekateri si kar mastno pustijo plačati za te neke regresije v prejšnje življenje. Zdaj, zadeva je zanimiva, je globoko gledana tudi zelo terapevtska, vendar tukaj na naših srečanjih o terapijah ne bomo govorili, jaz vas bom skupinsko peljal v eno prijetno, se pravi načeloma prijetno življenje. Tam, ko boste malce raziskali, boste ugotovili, kje ste, katere leto se piše, moški ste bila ženska in kaj takega. In zdaj naš večer je nekako razdeljen na 3 dele, se pravi prvi del je, da vas malo spoznam s to zadevo, bomo kakšno rekli okoli tega. Potem v drugem delu bom nekoga med vami najdel, bom potegnil ven, tako da lahko vidite v živo, kako izgleda, se pravi regresija v prejšnje življenje na neki pač neznani osebi. No, v tretje se bomo pa vsi skupaj malce vlegli, bomo lučke pogasili, pa vas bom jaz peljal, imamo tam ozvočenje vse to skozi, se pravi ves ta postopek prejšnjega življenja. Je pa roke na srce, verjetno ne bo ratalo vsakemu, to se moramo zavedati. Glejte, hipnoza je precej specifična zadeva. Zdaj, veste, v hipnozi ljudje tako kot tečejo v morje, eni se vržejo notri, tako bomo najraje, najmanj komplicirajo. Imate pa nažalost tiste ljudi, ki so tako malo bolj počasti, veste, malce preudarni in tako, ali pa se teže skoncentrirajo, ali pa mogoče ni njihov dan, ali pa večer, karkoli je, in potem ne bo. Ampak tam eni polovički, tisti, ki pridejo nam rata že na prvem srečanju, ostali, ki vam pa slučajno ne bo ratalo, potem ste dobrodošli brezplačno, se pravi na drugem srečanju, se nam lahko še enkrat pridružite, edino to našo prijavnico gor na internetni strani izpolnite, pa se bomo potem še enkrat videli. Večeri so zabavni, lahko tudi na naši strani preberete tudi kakšen lep komentar, kakšenkrat kaj vprašamo, kje ste bili. Jaz na koncu srečanja, potem grem tudi malce med vami, a ne pa vprašam malo, katero leto je bilo, kaj ste šli, kaj ste delali in tako. In drugi potem, dajte malo poslušati to, potem poslušajte malo, kaj je vaš kolega naredil, kam je on šel in tako dalje. Zadeve so zanimive. Je pa prejšnje življenje, delo s prejšnjim življenjem terapevtsko zelo močna zadeva in to mednarodno, gledajte, po celem svetu se uporablja, tako da nismo mi nič izjeme. Jaz ga že dolg časa delam in tako bom rekel, zdaj, če hočete iti v to, oziroma kdaj bi recimo vi bili mogoče zainteresirani za to, potem reči, da imate en vzorec nekega obnašanja, ki se vam stalno nekako vrti. In kot da se počutite v enem začaranem krogu, kot da bi non-stop rinili v ene te iste zadeve, ali recimo v napačna partnerstva, ali v napačne posle, ali vedno neke napačne službe. Skratka, en vzorček je, se pravi, nekako, kot da bi vas nekaj zunaj stalno porivalo proti eni zadevi in vedno kratko potegnete. To pomeni, da enostavno tisto morate razrešiti. Zato tisto potem delamo mi individualno, se pravi prijatno, ena na ena, in vam pomagamo, da ozavestite tisto zadevo in verjamite mi, niste ne prvi, ne zadnji, tega počnemo že dolgo časa, tako da ste dobrodošli v našem centru. Kar se še ostalih teh zadev tiče, kar za prejšnja življenja, tukaj verovati, ne verovati, ni stvar te domene. Jaz na začetku moram priznati, da sem bil malce pozljiv s tem. Ampak potem, ko toliko tega date skozi na stotine, na tisoče ljudi, potem opazite pač, da je neki vzorec. Se neki vzorec ponavlja in jaz to gladko danes sprejemam, s tem nobene težave. Me je presenetilo, moram priznati, parkrat, ki sem govoril s kakšnimi ljudmi ali pa tudi imamo neke komentarje na Facebooku in tako dalje, kakšnega tako malo oglašujemo. Moram priznati, da me tako ta omejenost nekaterih posameznikov kar malce preseneča. Po tolikih letih nekega hipnoterapevtskega dela tukaj še vedno se najde kdo, ki je, jaz temu rečem po domače, čisto zaštopan. Zdaj, ni treba verovati v to, ampak dajte si možnost. Lejte, zadeve obstajajo, nisem jaz edini, ki jih počnem, po celem svetu to se počne. In potem enostavno ta zadeva je toliko masovna, da jo ne moramo zanemariti.
Tako da, če vas zanima ta izkušnja, v prejšnjem življenju pogledati, kam ste šli, kje ste bili, kaj ste bili, pridite v naš center, najavite se go, se pravi na hypnocentergrilc.com imate prijavnico, lepo prosim, dajte jo izpolniti, boste dobili povratek potem z podatki za vplačilo, tako da imamo mi eno evidenco in pridite. Še enkrat opozarjam, ne pozabite prinesti nekaj za ležati, mislim se, Armaflex ključe tisto za eno podlogo, imejte en dober zglavnik, eno dobro odejco, in se prepustite. Pridite dobro razpoloženi na eno izkušnjo, pa se bomo dobro imeli. Tako za na konec bi rekel, da vidimo se tam nekje v enem 18. 17. stoletju. Ok? Bodite mi dobro. Čau. Pozdrav še enkrat, čisto na kratko, sem Božidar iz Hypnocenter Grilc. Minčkeno bi vam rad malo namignil še eno miniaturno zadevo, ki mi je mogoče precej ušla. In sicer na našem večeru regresije, se pravi te večere regresije, ki jih imamo, ki jih izvajam jaz enkrat na mesec v našem ljubljanskem centru, na njih lahko potem kupite tudi en CD, ki sem ga jaz namensko pripravil za vas. Ta CD ni v splošni prodaji, se pravi, ni ga nikjer, se ga ne da dobiti, razen na našem centru. Zdaj pa zakaj? Zato, ker res želim, da enkrat sam, ker greste pod mojim vodstvom notri, potem pa lahko doma vzamete tole, pa poslušate, pa greste še v različna življenja. Ljudje so to probali, funkcionira, tako da tukaj dileme ni, kar se tega tiče. Tako da tu je na razpolaganju, ko boste bili tam, se pravi na našem večeru, jaz moram biti enkrat prvi z vami, tako da malce vidim, kako vi reagirate na to, no in potem pa lahko vzamete tale CD. Jaz vam ga priporočam, lahko greste domov, se v miru zleknete in enostavno se poglabljate in pogledate malo, kaj ste bili še v teh drugih, se pravi, vaših prejšnjih življenjih. Za terapevtsko pa že, kot sem omenil, enostavno pridite do našega centra, takrat vas mora nekdo voditi, se pravi, morate iti z nami, ker je zadeva potem malce specifična, terapeut sprašuje, kje ste, kaj ste, pa na osnovi njegovih izkušenj vas potem malo porine v eno smer, pa v drugo in tako dalje, potem malo pregledujete lekcije tega življenja in tako dalje. Seveda, v okviru vsega tega dela našega so potem tudi ta življenja med življenji, to je pač sestavni del tega, tako da to ni neka posamezna zadeva, se tudi to izvaja. To je vse stvar potrebe potem, kako ali imate vi to željo, ali terapeut oceni, da vi to potrebujete, tako da to je vse v tem. Še enkrat vam toplo priporočam tale, dosti ljudi ga je že vzelo, dosti ljudi ima kasneje kliče, pravi, kaj so vsi bili, kakšne maile simpatično dobivamo, tako skratka zanimiva zadeva, tako da privoščite si in zopet vidimo se tam nekje v enem, zdaj pa že malo manj, kakšnem 15. 14. stoletju, ok? Dobro se imejte, čau.